A je danes to realno, kar smo videli, glede na razmerje moči, glede na vse skupaj? Je tako na papirju, kot tudi v praksi se je pokazalo, so se določene zadeve, naše slabosti. Prvi 3 goli so bili naše velike napake, ampak kasneje bi morda lahko celo izenačili na 2-2, ampak ker to nismo storili, je Maribor kasneje izkoristil našo bolj odprto igro in kaznoval tako kvalitetno ekipo, kot je Maribor, je to normalno, da kaznuje. Premagali ste Olimpijo doma, ste si morda zato mislili, da bi lahko se bolje zoperstavili tudi Mariboru? Ja, seveda, gledajte, mi proti komorkoli igramo, želimo se dobro pokazati, želimo zmagati, ne glede ali to Maribor, ali Olimpija, ali kdorkoli drug, ampak danes nismo dobro odigrali. Poleg tega je bil nasprotnik za eno klaso boljši kot Olimpija. V katerem pogledu so lahko takšni porazi poučni za ekipo kot je Aluminij? Ja, pa gledajte, videli smo skozi tekmo, kaj je narobe. Narobe je predvsem sprejem žoge, oddaja žoge, nenatančno podajanje, to se pravi, tu so problemi in če nekdo ne zna žogo zadržati, pač treba vse skupaj popravljati. Zdaj, pri starejših je to težko, pri mlajših se še da, ampak tu so glavni problemi. Če vladaš žogo, potem ni problema, potem je tvoja, potem ti igraš. Če ne vladaš, jo zgubiš v trenutku, je žoga nasprotnika, on igra. Nekako v nizih zgubljate in zmagujete v tej sezoni. Najprej porazi, pa na to zmage, zdaj spet 2 tekmi brez osvojene točke. Ja, upam, da bo za naslednja boljša, zato ker prvi so bili 3 porazi, upam, da ne bo zdaj 3. Poskušali bomo narediti vse, težko gostovanje bo v Kopru, še pri tem imamo pokal, ampak se pravi, če bomo spet dali malo več tudi te volje, ter danes je ni bilo pretirano. Pri posameznik, ja, nekateri so bili v strahu in jaz točno vem, kdo je, ampak žal ni ustrezne zamenjave. Da lahko rečemo, zelo ustrezna popotnica pred prvim evropskim vrhuncem v tej sezoni? Zelo dobra tekma je za nami, tako da potem, ko igraš prvič v Kidričevem prvenstveno tekmo, se ne bojiš, ampak težko pričakuješ, kako bo. Zelo me je zanimalo, kako se bodo fantje odzvali tudi po premoru in ko zmagaš s tako visokim rezultatom, potem moraš biti zadovoljen. Vas veseli ta učinkovitost? Ja, pa tudi to, da smo enostavno bili bistveno boljši tekmec, da smo pokazali kvaliteto, da imamo zelo veliko samozaupanja in da enostavno potem, ker verjamemo, da smo dobri, potem tudi izgledamo dobro. V čem je bil koristen ta premor pred tem evropskim nadaljevanjem? Tekem bo veliko in dobro je, da smo razen Vilerja zdravi, da nimamo težav in upam, da bo tako ostalo tudi celo jesen, ker tekem je res veliko. Hvala. Prosim. Opazen pospešek igre vašega moštva v začetku drugega polčasa, to se ni to, da se sonce skriva že od reka. Že po pretem golu smo začeli bistveno boljše igrati, oziroma ni nasprotnik uspel priti še preko polovice in tako smo nadaljevali tudi v drugem polčasu. Domačini so si priigrali eno obetavno akcijo, katero je Handanović branil, vse ostalo smo pa bili mi na igrišču in imeli veliko zaključkov, imeli tudi nekaj res 100%